Otroštvo, ne vem, prav filmsko. Tako da, ali sem bil v luft, ali sem smučal, ali pa kakšne neumnosti delal, takrat, ko sem imel frejne. To, kar mi je vojska dala, ne bi mogel nikjer drugje dobiti. In naša letalska šola ima skoraj, kamorkoli sem prišel, sem bil boljši pilot kot ostali. No. Tako da pol so me pa prestavili v Nigerijo. Tam sem doživel ali pa videl ene par stvari, ki jih ne vidiš na National Geographicu, pa ti malo tudi spremenijo način, ali pa ne način, pogled na življenje. No. V zraku se znajde bolje kot marsikdo na tleh. 2 desetletji je bil pilot Slovenske vojske, nato pa ga je pot zanesla v Afriko, v svet, kjer je letenje preizkus poguma, natančnosti in vztrajnosti. Danes leti v sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči na Hrvaškem, je pa tudi sin pilota Tonija Mrlaka, ki je bil med osamosvojitveno vojno tragično sestreljen nad Ljubljano in prav očetova zgodba mu še danes daje zagon. Gost podcasta Koroškega radia je tokrat pilot Tomaž Mrlak. Tomaž, pozdravljeni. Živjo. Zdaj, ne glede na vse reference, vas ljudje vseeno najbolj poznajo po vašem očetu. Kakšen oče je bil? Kako je bilo otroštvo? Kako je bilo odraščati z vojaškim pilotom? Prvo, hvala za povabilo. Drugič pa, tako bom rekel, moje otroštvo, jaz ko vedno mojim sinovom govorim, kakšno sem imel otroštvo, po moje pravim, da sem imel tazga, da lahko film posnel. Že moj star oče je bil vojaški pilot, tako da oče je šel po njegovih sledeh in v bistvu jaz sem večino svojega otroštva, sploh ko smo živeli v Bosni, sem preživel ali z njim na letališču, ali z mamo v gorah Hercegovine, ki je učila, je bila defektologinja. Pol kasneje, ko smo prišli po Slovenijo, sem pa tako vse počitnice z očetom preživel. Tako da v Mostarju se spomnim moj prvi let, kolikor sem bil star, se ne vem, 3-4 leta, ampak se spomnim, po noči je bilo, vojaki so me vlekli v helikopter, to mi je bila taka groza, ki je pač mašina delala, vse je nekaj utripali, lučke, Pa edino, kar se spomnim, je, ko so me dali v zadnji noter, se je oče obrnil, pa mi je zažugal, pa naslednja slikca je bil tisti mostarski most osvetljen in to je to. Pa skozi. Oče je tudi bolj v Sloveniji, ko smo prišli v Ljubljano 82. ali 83. ki je on prevzel to enoto na Brniku, vse počitnice na letališču. On je tudi dostikrat prišel, je imel kaj eno avtocesto, odvisen, kje smo mi bili, ali smo bili doma, ali smo bili tle na hiši, ko sta jo z mamo, pol bili svrhanke kupila, pa jo gradila, je skozi vedno prišel malo pogledati, pa to. Ko sem treniral smučanje, kjerkoli smo bili, mislim, ne vedno, ampak dostikrat je prišel s helikopterjem, če nič drugega mi je kakšno čokolado vrgel dol s helikopterja, pa čutaro, tako da včasih še malo motil pouk v šoli, ker je bila lih šola tako, mi smo bili takrat v Podutiku, na robu Ljubljane, takrat še ni bilo to toliko mesto, je bilo bolj obrobje, je še včasih mimo prleto, in to je bilo vedno senzacija. Sploh, če je včasih, to so si včasih očitno lahko prvošali, je tudi pristop. Jaz sem glih misleno vprašati, a si velikrat zraven vzel? Svam doskrat, čeprav sem vedel, da kdaj moram fehtati, pa kdaj ne. Na letališču, ko sem prišel, skoraj vedno, ko je bilo letenje, sem bil za njim. Mislim, me je vzel zraven. Tudi dol v Mostarju, ker se spomnim, ko je mama šla s sestro, ki je bila noseča, je šla v Ljubljano, preden je rodila in sem jaz z njim dol v Mostarju vstal in takrat sem jaz preživel,
točno se ne vem, mama mi je enkrat razlagala, nekaj je bilo z vrtci. V glavnem jaz nisem hodil v vrtec, jaz sem bil že kar v vojski. In so me tam vojaki pazili, pa malo so me skrivali, da me nikdo ni videl. Večinoma sem bil pa z njim. Ne. In vem, da sem imel, so mi pravili, tudi tehnik je rekel, jaz sem imel vzad v gazeli, v helikopterju sem imel čutrco s kokto, pa eno vojaško čokolado, pa en polštar in baje, da sem bil z njim skozi. Tudi, ko je bila mama še doma, je pravila, koliko sem me kdaj vzel s sabo, sem prišel domov preko zlan, me cel dan vzel, rekla, ti boš tega otroka ubil, ne. Pa je oče rekel, nič, to ga sam jačam, ne. Tako da, in otroštvo, ne vem, prav filmsko. Tako da, ali sem bil v luft, ali sem smučal, ali pa kakšne neumnosti delal, takrat, ko sem imel frejne. Sva imela tudi take, bil je vedno pošten. Mislim, zelo je bil tako strog, pošten, ampak vedno si čutil tisto ljubezen. V bistvu tudi v celi naši družini je bilo zelo taka ljubeča družina. Jaz sem imel očeta in mamo vedno čutil, da sta me imela rada in sestro, sva imela res vso podporo in vse sem imela. Parkrat sem dobil tudi orang zasluženo porad. Sploh enkrat se spomnim, ker sem vedel, da bom dobil, ne vem, kva sem točno naredil, ampak sem si že kar pripravil polštar urad, sem si dal v hlače polštar in je prišel in sem vedel, ampak napaka v mojem načrtu je bila, da nisem vsaj malo cvilil, ampak sem bil tih, ne. Tako da od takrat naprej sem vedno dobil po nagi riti, zato da ni bilo kakšnega golfajna, ne. Tako da se je pa tudi končalo, takrat, ko je bila pač vojna, ko je umrl, je pa tudi otroštvo se končalo zame. Ampak do takrat pa, ne vem, boljših staršev si ne bi mogel želeti. No. A bi lahko rekla, da vam je bil poklic vojaškega pilota v zibelko položen? Tako bom rekel, zdaj, glede na vse te dražljaje ali pa inpute, ki sem jih skozi imel, ne, si po eni strani včasih sem se usedel, ker se spomnim, rečemo, on je vedno rekel, bod pilot, ampak ankoli v vojski, ne. Srečno. Ja, tako, kot je njegov oče njemu govoril, bod pilot, ampak ne v vojski, ja, veš da. In pol se vedno spomnim, ker je vedno rekel, če hočeš biti pilot, moraš biti pilot zaradi sebe, ne zaradi mene ali pa česarkoli, ampak moraš biti zaradi sebe, ker poklic pilota zahteva zelo veliko odrekanja in zelo veliko discipline in tega potrpežljivosti in učenja in vsega. Ne. In pol dejansko po smrti, takrat, ko sem pol, se pravi 92. sem končal osnovno šolo in potem sem šel na gimnazijo, srednjo šolo in pol konec srednje šole, vmes sem že začel malo športno leteti. Predvsem se moram zahvaliti moji babici po očetovi strani. Z letalom? Z letalom, ja, športno letenje, pa to, ker mama ni podpirala teh mojih odločitev, kar je čisto razumljivo. A ne. Stara mama me je pa podpirala. Rekla, ti ne, glej, kaj drugi mislijo, to je tvoj življenje, del je to. Pa rekla, a kje rabiš denarja za leteti? Sem rekel, babica je v redu, ampak če bom že povedal. A ne. In takrat sem se po bistvu, preden sem končal srednjo šolo, ker sem začel leteti športno, sem se usedel in sem se prav spomnil, da sem študiral te njegove besede. A ne. In sem rekel, a jaz to hočem biti pilot zaradi sebe ali zato, ker je bil star oče vojaški pilot, pa oče vojaški pilot, pa ker sem v bistvu cel življenje sam še na letališču bil ali pa na smučišču, ko sem treniral. Ne. Sem rekel, a je to res tisto, kar jaz hočem? Pa, ko sem pa začel leteti športno, ne, je bilo pa to. Sem pa vedel, da je to. Ne. Malo sem imel težav pri sebi v glav, ne, ker jaz sem že imel ves načrt. Pred vojno sem bil 7. razred, sem že rekel, ok, v 8. se moram prijaviti, se bom prijavil v Mostar na vojaško gimnazijo, pa pol vse tiste zdravniške, 1, 3, 4, ne. Pa je pa v vodo padlo. Pa vse je šlo, najprej mi očeta ubijajo, pa mi Jugoslavijo razdrejo, pol mi šolo, ni več šola, ne, pa sem mogel 4 leta iti v gimnazijo. Ja, kak pa je potek? Mislim, kako danes človek lahko postane pilot? Se pravi, srednja šola, zdaj po novem, včasih je bilo tako, da si pač srednjo šolo in si se vpisal na strojno fakulteto, po drugem letniku si šel v smer letalstvo
Prej so je vojska ali pa policija razpisala štipendijo, no, in prvi ali drugi letnik si naredil selekcijo in če si naredil, so te sprejeli in si imel pač zagotovljeno službo in da boš pol šolo. Ne. Kaj je pa ta selekcija, o čem to govorijo? Selekcija, se pravi, ti se prijaviš, pač vojska da razpis ali pa policija, meni se marca zdaj vsak let, ti se prijaviš, zdaj dajo že meni se zdi, če se ne motim, že v 4. letniku srednje šole, kar je čisto prav, ker čim prej hočeš dobiti mladega človeka, da vidiš, da je to. Ne. Se prijaviš, najprej narediš greš na zdravniške preglede, psihoteste, imaš pa še 6 ur letenja v vojski. Pač najprej imaš ta ground school, se pravi teorijo o avionu, v vojski letiš na Zlinu 242, imaš teorijo o avionu, pa to eksploatacijski test narediš in pol začneš leteti, ne. 6 ur. Kaj pa, če do takrat nimaš izkušenj z letenjem? Je še boljš. Za vojsko je še boljš in inštruktorji še skoraj bolj cenijo to ljudi, ki nimajo izkušenj, zato ker v teh 6 urah ali 8, se ne vem točno, zdaj sem že malo pozabil, oni vidijo, kak je tvoj napredek. A ne? Če pa jaz že z enim predznanjem pridem, je pa tako, ne veš, a je zdaj, on je že to naučen, pol oni malo težje ocenjujejo napredek, ti že nekaj znaš, v bistvu bi se mogel dejansko bolj izkazati, kot oni, ki so na nuli. Ne. Če pa en z nule pride, pa pol na koncu pokažejo, rečejo, olej, ta pa res zna, ne. Ima pa res napredek in kar je prav, dejansko, ne, vse prav. Tisti, ki hoče iti za pilota, sploh pa vojaškega, morajo se ljudje ali pa mlajši zdaj zavedati, da to ni več, da to ni Top Gun, ne. Oblečeš kombinezon, pa zdaj bom pa jaz vojaški pilot. To je šele čista prva stopnička. Ja, kako dolgo pa traja šolanje? Se pravi, daš moraš dati fakulteto skozi, pol greš na 1 leto, greš na častniško v Maribor, vmes po polovici častniške zdaj ne vem, če je to še vedno isto, ker sem šel ven z sistema, ampak po moje, da se nekaj dosti spremenil. Na polovici greš ti v enoto, kjer boš stažiral, kjer boš prej bil, ne, polovico častniške imaš pa ti splošne vojaške predmete pa vse to. In tam v bistvu že med fakulteto ti začneš leteti. Med počitnicami greš v vojsko ali pa kjer imaš štipendijo in tam ti že začneš leteti, zato da pridobivaš tele civilno licenco. Ne. Vojskam ti dobiš vojaški izkaz, polk enkrat, ko narediš licenco na podlagi civilne licence. Ne. Tako da proba vojska že kot ti, en pogoj, da dobiš štipendijo, je, da imaš ti v 2. letniku že športno licenco, se pravi PPL, in pol te vojska proba do fakultete pripela, da ti dobiš vsaj poklicno, se pravi poklicno licenco CPL, na avionu, preden greš na častniško. Zato, ker poanta vsega tega je, da ti čim prej dobiš mlajšega pilota, da ga začneš pač čim prej šolaš in da ga čim prej začneš uporabljati. Ker pol, ko ti končaš častniško šolo, greš v letalsko šolo, pol ti tam povejo, malo vprašajo želje, malo pa ti povejo, eni grejo na avione, eni grejo na helikopterje in se začneš šolati. Kak je pa procent, ko izbirajo, kdo gre rajš na avion, kdo na helikopter? Tako bom rekel, zdaj, ko malo še predavam na fakulteti za strojništvo, pa te mlade študente, na koncu 3. letniku, se pravi na koncu, in jih vedno malo sprašujem. Vsi bi šli vedno na avion. Tako reč tudi čisto v redu. Okay. Ja, pač, tako bom rekel, po eni strani mogoče je tudi eden izmed teh razlogov, ker samo avion poznajo, ker so že leteli na avionu. To jim jaz vedno rečem, pojdite malo, ker ste dol v vojski, pač probajte, dajte vprašati, če vas vzamejo, kdaj v letalski šoli, pa dajte probati helikopter, da boste videli. Sem rekel, mene osebno avion, letenje, no. Ampak moram pa reči, odkar sem začel helikopter leteti, da me avion sploh ne zanima. Pač, mogoče sem zdaj kakšen mu zameril, ampak ne vem, meni je helikopter, jaz sem tudi vedno hotel iti na helikopter in tudi, ko sem že na selekcijo, pa to sem jaz jasno rekel, jaz bi hotel iti na helikopter. Tako da, ja, vsaka stvar ima po eni strani
svojo prednost. Ne? Odvisno, kaj ti je všeč. Ne? Mladi ljudje, jaz se tudi spomnim očeta, ne? Ker moj oče je začel najprej na avionu, je šel na te jurišnike, pa je pa vmes mogel zaradi zdravniškega stanja, ta vestibularni sistem se mu je malo pokvaril in so mu dali na razpolago, a greš na helikopterje ali pa na transportne avione. In to je šok, ne. Včasih ti si vedno, ali pa večina si jih vedno želi iti na avione, na džete, na lovce, hitrost, obremenitve, višina, kaj pa je. Ja, samo v Slovenski vojski nijamo. Ja, pri nas je pač, naš lovec je pač Pilatus, ne. Ja. Kar je tudi čisto v redu, mašinca. Mašina, da ne spet kakšen nazaj, če bi rekel mašinca. Je čisto v redu mašina, dober avion za naše potrebe, po moje čisto zadosten, fajn bi bilo kaj imeti boljšega, ampak pač delaš s tem, kar imaš. Ne. Pač, tam je pa tudi hitrost, mogoče ne take, kot pri jet avionih, a ne, obremenitve. Pač mladi imajo to. Mene to ni nikoli zanimalo. Tudi akrobacije jaz ne maram. Jaz s temi svojimi 110, 115 kilami pa tako postavo, lih nisem grajen za to. Ne. Že tam na selekciji vem, da sem trpel, ker smo delali tiste del selekcije, so tudi obvezne akrobacije. Ne. Aha. In tam sem jaz trpel malo, ker malo sem že pozabil, koliko ima zlin omejitve, mogoče 4-5G, a ne. Se pravi, da je 4-kratna sila name pritiskala, kolikor sem težek in z mojimi, takrat rečemo, da sem imel rahlih 100 kil, ne, je pritiskala name 400-500 kil. Nisem užival. Ni fajn, ja. Ne, meni mi je fajn, meni ne. In jaz sem vedno hotel na helikopter. Na helikopterih ni teh obremenitev, je pa bolj drugače. Razlika je, se pravi, komande pri helikopterju so drugačne kot pri avionu. Imaš palco, kaj mi rečemo ciklik, ne? Pa imamo še kolektiv, ki je dodatna komanda za moč, pa pedale isto kot pri avionu. Ne? Bolj je več motorike, ker je pri avionu, ne vem, avion je narejen za letenje, ne? Helikopter je pa več ali manj, kako že pravijo, 40 000 delov, ki več ali manj letijo v formaciji, pa jih ti moraš obdržati. Ne? Pa si lahko nekaj drznem vprašati. Se pravi, bi lahko skoraj rekla, da je pilot helikopterja boljši pilot kot pilot letala, da more biti. Nič ne bom rekel, da nam spet koga užalil, ampak spet je en pregovor, ne, ki pravijo, vsak lahko leti avion, ampak sam piloti pa helikopter. Ne, hec, to je hec, ne. Moji kolegi na avionih pa to so perfektni piloti, vsi smo piloti. No. Je bolj zahteven, tako bom rekel, no. Je bolj zahteven, če nič drugega, že v tujini, rečemo v nekaterih državah, 1 uro helikopterja tretirajo kot uro pa pol letenja z avionom. Ker je bolj, moraš res vnaprej misliti, kar mi rečemo, ne smete helikopter prehitevati, se tudi avion. Ne. Pri helikopterju je pač toliko res več enih stvari, ki jih moraš upoštevati, predvsem repni rotor pa glavni rotor, ne, ti momenti, kako moraš kaj delu. Moč je odvisna, da ti ne zmanjka, da nam zdaj to šel preveč v debate, ampak so razlike. Ampak jaz pravim mojim študentom, probite helikopter, če so vam avioni všeč, tudi v redu, pilot je pilot, letenje je letenje, samo delite to, kar hočete. Ok, glede na to, da ste tudi predavatelj na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, a bi rekli, da je poklic pilota danes še vedno isto cenjen kot pred časi, če se, ne vem, fantje in dekleta še vedno številčno odločajo za to smer, ali gre tone bolj v pozabo? No? Ne, pa ne vem, če gre bolj v pozabo, no? Ampak v mojih časih, ko sem jaz šel na fakulteto, nas je bilo 50 ali 60. Zdaj, ko pa zadnje letnike, ti, ki so smer letalstvo, pa piloti, jaz pravim, da je močna generacija, če jih je že 12 ali pa 13. Od tega, ne vem, par jih gre za vojsko, so štipendisti, par jih gre v svet, pa še to jih mogoče kakšne par odneha vmes, ne. Problemi so finance, ne. Zdaj, če nimaš štipendije, pač moraš nekako financirati. Tako da včasih bi mogoče rad videl, kako so se moji študentje
znajdel, ne, razen unih štipendistov. Zunaj vem. Tiste si srečeval. Zelo ne vem, pa jih še srečam, pa še malo bivši kolega, ki so še ostali v vojski, vprašam ti, kako so pa kaj uni, pa rečejo, ja, je v redu, ali pa vse bo, vse. Ampak ti ostali, ne, me zanima, kako so se znajdali. Za ene par vem, da so šli v Pipistrel, da so dobili tam službo. Damjan je rekel, da njegov sin je bil tudi moj študent, ne. Je v Nemčiji, v Kondorju, ne, tako zanimiv. Ne. Poklic pilota je tako, razen če nisi v vojski po policiji, da greš v svet, je fajn, ko greš v svet, ko si mlad, brez družine, ker dokler boš ti prišel do eno stopno, da boš, rečemo, kapitan, vodja posadke, pa to boš mogel marsikaj požreti. Ne. To se meni se zdi, da mladi ljudje, kakšni še izrazi, mladi ljudje ne dojamejo, da poklic pilota ni tako lep, kakor mislijo, sploh ne v civilstvu. V civilu včasih malo vprašam, kakšno imate pa vi vizijo, ali pa kako si predstavljate, ne. Reče, zdaj bom jaz to faks naredil, ne, pa bom pa si eno firmo najdel, pa bom tam, ne vem, kopilot, pa bom zaslužil 3-4 jurje evrov, ne, pa to, pa jih malo poslušam, pa pustim, da povem, pa jim pa rečem, fantje, ali pa punce, ne, tudi pravim, malo imate narobne predstave, ne, se rekel, prvo, veseli boste, če boste najdel firmo, ki vas bo vzela, da vam bo plačala type rating. Drugo, boste veseli, da boste lahko leteli ogromen, da boste ure nabrali, ne, pa zapomnite si, izcuzali vas bojo, to vas bojo izkoristili, kolikor se vas bo možno, ne, in doma jih ne boste videli v civilstvu. Vsaj malo tolažbe je velik primanjkljaj pilotov, ne, tako da službo bojo dobili, ne. Sam na začetku mlad pilot ima res skoraj, jaz bom rekel, skoraj služne lastniško razmerje, ker brez ur nisi nič, ne. Sem rekel, sem rekel, tistih 3-4 tisoč evrov pa pozabite za ene 5 do 10 let, sem rekel, ker vi se morate zavedati, da vi imate samo 3 leta teorije, pa mogoče kakšnih 100-200 ur letenja, ne. Vsi kakšni so izjeme, ampak ker v aviaciji je pa tako, jaz to nisem prej sploh vedel, mislim, malo slediš, ko si v vojski, ampak ko sem šel pa ven z vojske, pa vidiš v bistvu, ti šteje licence, pa število ur, pri helikopteraših je še dobro, še teli, slovensko besedo, endorsement, se pravi vse to, kar še znamo zraven delati, od vitlanja, do gašenja, do zunanjega tovora, do nočnega letenja z očali, vse take stvari. To se še bolj ceni, ne. Isto na letalih, ne. Piloti letal imajo pač IFAR, instrumentalno letenje, pa če so še kakšni inštruktorji, pa to ti vse vrednost daje, ne. Kar jaz se nisem zavedal tega, dokler nisem šel ven, ne. Ja, da so dejansko slovenski piloti zelo dobro izšolani. Ja. To pa, tako kot sem že parkrat zdaj v zadnje čase rekel, to, kar mi je vojska dala, ne bi mogel nikjer drugje dobiti. In naša letalska šola ima skoraj, mislim, kamorkoli sem prišel, sem bil boljši pilot kot ostali, no. Zakaj ste se pa odločil slovensko vojsko zapustiti? Tako, da bom spet malo politično korekten. Prideš v življenju do točke, ki se pač, ali pa do enih stvari, ki se moraš pač odločiti. Ali se boš s tem sprijaznil, pa trpel do konca, do penzije, ali pa se ne boš s tem sprijaznil, pa greš nekam drugam, ne. In jaz se pač nisem sprijaznil. Sem šel ven, moram reči, da je bil kar to velik šok. Tudi strah, ker vojska mi je vsem ponujala eno varnost glede in zaposlitve in penzije in vsega, ne. Je bil en ritem, en red si imel, eno rutino, niti nam rekel, ne, ker včasih zdaj na koncu je bilo že tako noro, da že nisi vedel en dan naprej, kje boš, kaj boš, kako boš, ker nas je bilo toliko malo, ne. Kakšen kolega zbolel, pa si mogel tam skočiti, pa si pol šel na vajo za 3 tedne, pa si prišel nazaj po 3 tednih, pa si mogel takoj dežurati, pa doma, najbolj je trpela družina, no, bom rekel. Pol, ko si pa prišel ven, ko sem pa šel ven, so bili pa drugi izzivi, ne.
so bili pa izzivi, rečemo, lih ta nesigurnost glede službe. Ne? Za Združene narode ste pa šli najprej leteti. Ja, en moj kopilot, ki je bil v vojski, je šel par let prej ven in je šel v to nemško firmo GHS, in ki je dobila pogodbo z Združenimi narodi in je po Afriki pač vozila hrano, več ali manj smo hrano vozili, no, pa kakšne ljudi pa tako naokoli. In on me je skozi počas, Marla, je rekel, daj pridi ti, tebe bi ful rabil, daj pridi. Sem rekel, ne, daj, vojska je meni drugi dom, jaz moram še ene par stvari narediti, ker sem se jih hotel, ker sem se jih lotil, ne. Pa on mi je na vsake toliko časa me je malo ping, ne. In pol, ko sem pa prišel do te točke, ko sem rekel, da sem se mogel sprijazniti ali ne, je bil pač en dogodek, ki mi je še to zadnjo varovalko odtrgal, pa sem sam poklical, sem rekel, povej, kam pošljem svojo prošnjo, pa življenjepis. In pač postopek je stekel in sem šel pa v Nemčijo, da sem se prešolil na en drug tip helikopter, mislim, ni bil podoben tip, kot prej, ko sem ga letel, samo malo nadgradna, in pa sem šel v Afriko. Najprej so me dali v Burkina Faso, tam je bilo tisti prvi stik z Afriko, ki ga nam nikoli pozabil, ne. Najbolj hecen je bilo, dol priješ že z enimi predsodki, ne, ali pa z enimi pričakovanji neki, ne. Najprej nam pozabil, bil je nočni let, ko sem prišel okoli 11 zvečer in pred, ko so odprli vrata, tisti vroč zrak, ne tako kot tlele, ampak prav en tak poseben suh vroč zrak, ne vem, 36-38 stopinj ob 11 zvečer, ne, ko te kar butne malo nazaj. Pol druga stvar, sem rekel, zdaj moram ful paziti, zdaj mi bojo prtlago ukradali, prideš s temi presodki, ne, ker čist napačnimi presodki prideš, ne. Bolj večji problem je bil, ker Burkina Faso je bila francoska kolonija in vsi znajo sam francoski, ne angleški. In pol, da smo se mi to zmenili, jaz nisem imel interneta za Google Translate, ne, ker to je bilo, prtlago so mi izgubili, ne ukradali, ampak so mi izgubili. Tako da sem jo dobil čez 5 dni, sem tam po Afriki 5 dni z enimi in istimi spodnjimi gatami, si jih vsak dan umival, pa ampak Afrika, ne, jaz sem vedel. Tudi fajn mi je bilo, ker sem imel tega kolega, ki je šel že prej, pa mi je malo povedal, me je malo pripravil, ampak tle je spet prišlo do izraza, ker sem bil 20 let v vojski, ne. Meni je bilo čisto v redu. Kakšna dogodivščina, nič mi ni problem bil, tudi je rekel, ja veš, ko boš prišel, boš imaš svojo sobco v kontejnerju, ne, sem rekel, dober, svojo sobco, saj ni šotor, ki si moram deliti z 12 ljudmi, ne, prav, pa boš imel pa je notarje, boš videl, bojo 4 sobce, 2x2 metra, je rekel, imel boš svojo klimo, svoj hladilniček, pa televizijo, ne, pa internet. Pa pravim, pa ko so vsi prej, ker sem bil v Nemčiji, ne, prav, ja, veš, Afrika, pa v kontejnerju, pa uno, pa tret, pa on meni govorijo, vse imaš svojo klimo, pa uno, to je že zame hotel, ne, pa prav, pa ja, pa 2 si delite eno stranišče, sem rekel, hvala, Madonna, jaz sem ponovajen, da si z 20-30 delim stranišče, a ne, pa uno, tret, sem rekel, meni je to super, in meni je bilo. Dejansko, ko sem prišel, meni bi bilo super, nobenega pomankanja, nov tip letenja, nov način letenja, puščavsko letenje, res uno. Ene druge stvari so prišle do izraza, ki jih tlele pač v Sloveniji nisem imel, ali pa ni toliko prišlo, kolikor je prišlo dol v Afriki, ampak so pa mi vse te vojaške izkušnje dol pomagale zelo, ne. Tako da pol so me pa prestavili v Nigerijo, tam je bilo pa drugače, Nigerija je pa tudi malo bolj varnostno drugačna, kakor Burkina Faso. Tam sem doživel ali pa videl ene par stvari, ki jih ne vidiš na National Geographicu, pa ti malo tudi spremenijo način, ali pa ne način, pogled na življenje, no. Malo kakšna stvar bolj ceniš. Jaz sem že tudi mojima otrokoma rekel, da saj za 2 dni bi jih v Nigerijo peljal, sem zato, da vidite, kaj imate, pa kaj nimate, pa kaj otroci nimajo tam dol, pa to, ne. Pa tudi, kako jih tretirajo. Meni je bila ena par življenjskih izkušenj,
zelo velikih. Pa najbolj sem si, mislim, 3 pravila so v Afriki, ne, glede hrane. Da ješ prekuhano pa prepečeno hrano, pa sadje samo tisto, ki ga lahko olupaš. Vodo smo dopili samo iz flaširano, ne, ker najbolj se bojijo komarjev. Tam moraš pa res paziti se komarjev, tiste malarija, ki te zagrab. Pa sploh zato, ker tudi ker zdravstven sistem ga ni. No. Bolnico imajo, ampak po mojem, naša firma je imela svojega zdravnika pa svojo medicinsko sestro in se mi zdi, da je medicinska sestra imela več zdravil, kot tista bolnica tam v Medigorju. Ampak je bila zelo zanimiva izkušnja, ljudje zelo prijazni, zelo spoštljivi. Včasih sem še imel malo tako občutek, da mislijo, da sem jaz malo kolonizator, pa da me morajo malo, se neko, smo enaki. A ne? In da sem dobil tisto zaupanje v njih, da so videli, da smo enaki, da jih tretiram kot enake. Ne? Mogoče sem eno rotacijo porabil, ne? 6 tednov sem bil doma, 6 tednov dol, pol to drugič je bilo, pa smo bili pa že prijatelji. Smo bili že prijatelji. Kapten, ja, v redu, se rekel, ti mi sam agregat pripel, da jaz lahko štartam mašino, ne? Ker dol je pa tako zelo na easy. Sej po eni strani jih razumeš, vročina čez dan 40 stopinj, ljudje v senci, ne? Mi Evropejci pa tečemo, pa delamo in najbolj se spomnim tega enega, kako mi je že bilo, Kemal, mi je vedno agregat pripelo, ne? Ampak vedno je zamujal, vedno. Tudi če smo imeli let ob 10, on je tam 20 čez 10 pri letu, ne? In pa si imel problem, ker UN je bil stranka, ne? Oni so pa skozi noreli, zakaj ne greste, ne? On je bil pa del letališča, ni bil del UN-a, ne? Tako da pol enkrat njega ni bilo, jaz sem mal jezen ratel in sem zakurbil tisti njegov traktor in sem štartil in on je slišal in je tekel za mano, ne? In pol sva se od takrat naprej zmenila, ne, da tako v Afriki imaš olajšano življenje, če si prijatelj. Vedno te bo vsak vprašal, are you my friend? To pomeni, če imaš kaj zanga. Ne? Ja. In vem, da takrat sem se zmenil z njim, da če mi bo vedno točen, na koncu rotacije, ko grem, mu bom dal 10.000 najer. Se pravi, to je ta nigerijski denar. 1.000 najer je bil pa 1 evro. Ampak za njih je bil 10.000, 10 evrov, skoraj, če ne polovica plače mesečne. Ne? In jaz takrat naprej nisem imel noben problem. Agregat je bil tam, točni smo bili, on je bil srečen, jaz sem bil zadovoljen. Tako da to, no, imel sem dosti prijateljev. Pa se je razvedel, zakaj je on točen, in pa so vsi hoteli tisti traktor voziti, ne, in pa so se že oni začeli kregati. Tako da to je bila pa ena izmed izkušenj, ne, vedno moraš vse neki inkognito narediti, ne. Ne smeš mu odprto dajati, ker pol to jih kar naenkrat preleti 40 in še vsi roko stegnejo, ne, ker so pa reveži, ne. Kakor sem rekel, mogo kakšen naše otroke malo pelati, ja, na izgled, da bi malo cenili kakšne stvari. Ena taka izkušnja je bila tudi trgovina. Ene 2 trgovine so bile, v kjer smo smeli iti. Ena je bila zelo blizu te baze, mi smo živeli v UN bazi, ne. Noter si imel vse, si imel športno, si imel fitness, igrišča za tenis, imel si bar, tudi lahko si kaj pojedel, jedilnico in to je bilo to. Ne. In zraven je bila pa ena trgovina, v katero smo smeli iti, ker nismo smeli povsod hoditi, sploh ne belci. Imeli smo svoje šoferje, firma je imela svoje šoferje, ki smo jih zelo dobro plačali, zato ker rečemo, ena izmed zanimivosti, sem se hotel življenjsko zavrvati, pa to ne. Prej sem šel v Afriko, če se mi kaj zgodi, da bo vse, ki je imela družina pomen. In se ni dal, zato ker je cela Afrika razglašena za vojno območje in te nobena zavarovalnica noče zavrvati. Ne. Edina stvar, ki smo pa bili zavarovani, smo bili pa proti ugrabitvi. Okay. Ja, ker smo belci in pa tam je ta Boko Haram in drugi, ali pa tudi kakšne kriminalne združbe in belce ugrabijo in pa
izsiljujejo za denar. In smo bili zavarovani. In smo imeli teh par punktov, ki smo lahko šli, in ena izmed teh štacun je bila tista točka, ki smo lahko šli. Tudi, ko smo se vozili, avtomobili so imeli vsa šipe zatemnjene, da se noter ne videli, kdo se prevaža. In mi hitro noter skočimo. In vedno so bili tam zunaj na parkirišču 3-4 otroci. In jaz sem rekel, sem pogledal in sem šel noter kupiti čokolado. Snickerse za 4, ker so bili 4. In grem jaz noter v avto in oni stojijo in prosijo, in jaz odprem okno in dam enemu in dam drugemu, ker sem dal drugemu, jaz ne vem, ker naenkrat jih je bilo 30 okoli. In una dva, ki sta bila bolj mečkena, sta že od te večjih dobila po glavu, pa so jim vzeli, in to je bil cel kaos. Tako da jaz sem pol še une dve vzel, pa sem zaprl, pa smo šli. Ker to stepel bi se, to bi bil kaos. In pol je v bistvu v bazi noter so pa delali domačini in sva bila z enim, sva bila zelo tako kolega, pa to Ibrahimom, pa sem ga vprašal, sem rekel, kaj se mi je zgodil, pa to je rekel, Je rekel, po domač povedan, preživetje močnejšega. Rekel, če ti hočeš nekaj prav narediti, moraš najti starešino ali pa unga starejšega odraslega, ki je starešina, pa njemu dati, pa on to razdeli. Ker je rekel, ker če ti daš, iz njih narediš berače. In pol sem to nehal delati. Pol smo hodili, mi smo razvažali to okoli tega Majdigurja. Majdigur je tam na severovzhodu Nigerije, zelo blizu meje s Čadom, Kamerunom, blizu Čadskega jezera. In smo hodili na te oddaljene punkte, ker problem je bil ta Boko Haram, ki je haral naokoli, je pregnal vse te ljudi v te manjša mesta, ki so pa pol ratala begunska taborišča. In tam ni bilo hrane in pa smo mi dovažali hrano. Poletke v Afriki, pri nas je poletje v Afriki, dol je monsunsko obdobje, smo vozili vreče protipoplavne, ker to je vse bilo poplavljeno. Ne moreš verjeti, ko se začne monsunsko poletje, kako se pokrajina spremeni, puščava. V 10 dneh vse zeleno, lepo, sam so pa poplave. In smo pa to dovažali. In tam je bil eno mesto, Pulka, v bistvu tako pod enimi gorami, edine gore proti Kamerunu, ki so bile. In tam vedno smo pristajali znotraj vojaških baz ali pa to, ker da je bilo varovano. In vedno, ko smo pristajali, ko je bil zid naokoli, je prišlo na 100 otrok. In so mahali in gledali in to. In enkrat smo jih še, mene 3-4 odpihnali zida dol, sem rekel, zdaj sem pa otroke ubal ali pa vsaj polomil. Ampak so priplezali nazaj, sem rekel, redo. Tako da pol, tam je pa prihajal je bil en gospod, ki je pač spremljal te ljudi, ki smo jih tudi vozili, pa to in je bil vaški starešina. In enkrat se spomnim, smo nabrali, 20 vreč piškotov ali bombonov, piškotov in smo dali njemu, da jih je pa upam, da jih je razdelal. Da ni to, ker tam res ne veš, kaj se dogaja, pa kam gre vse to, pa to. Kaj vse mi imamo, a ne? Ja, pa tudi, če rečeš, da nič nimaš, imaš še vidno veliko več, kot imajo oni dol. Otroci sploh čisto zapostavljeni, prosjača že od zjutraj do zvečer, pa to 3-4 leta stari otroci, ne 8-9, ampak že 3-4 leta stari otroci, ker sploh nočeš gledati, ker bi ga kar vzel s sabo, pa bi ga na futru sam, če bi enega bi mogel drugega, tretjega in prvo stvar, ki se moraš naučiš, ne moreš vseh rešiti. Tako da jaz sem se pa samo osredotočil na to, na svoj del, pa da lepo teh 6 tednov preživiš in greš lepo domov. Koliko rotacij ste pa opravili v Afriki? Se pravi, let pa pol sem bil v Afriki, skoraj 2 leti, se pravi 1 let. Če devaš 2 let, pa pol leta sem doma, mislim polovica doma, se pravi skoraj 1 let. Potem je pa en moj kolega, ki je tudi letel z mano v Afriki, en Francoz, me
pa en Anglež, kopilot, sta me klicala, da v Kuvajtu bi rabijo vojaške pilote, kapitane z vojaškim znanjem, da bi šolali pilote Kuvajtske nacionalne garde. Ne. In so rekli, ti bi bil idealen, ne, ker zelo manjka kapitanov z vojaškimi izkušnjami. Pa to. Pa sem pa jaz tlele malo v Nigeriji, mi je bilo v redu, ne, je bilo tudi premalo pilotov, ne, in pol v firmi so malo se niso lih začeli držati tistih 6-6, ampak je bilo že kar 8, 4, 8, 3, pa še vmes 5 na simulator, na tret. In sem jaz rekel, fantje, lejte, meni je bilo važno, ena izmed glavnih stvari, zakaj sem šel ven z vojske, je bil ta, ker nisem imel nobene rutine, ker nisem na jutr vedel, kaj bom delal. Tle mi je bilo pa fajn, ok, 6 tednov me ni bilo doma, ampak ko sem pa bil 6 tednov doma, noben me ni vmes klical, pa če tja, 3/4, ok, sem pa tja si šel na simulator, ker si mogel narediti to, ker moraš hoditi na simulator, ampak je bil red pa disciplina, ne. In sem rekel, zdaj mi to vi narušite, to je meni bolj važen kot denar ali pa kaj, da imam jaz rutino zaradi družine. Pa to. Ampak ni se dal, ne. In pa sem rekel, fantje, ne morem, pač mi je to bolj pomemben, kot da, pa so rekli, ja, pa si boš plačan, pa so ti mi ponujali več. Si rekel, ni zaradi denarja, ne. Ker brez veze imeti denar, če ga nimaš zapraviti ali pa ga ne zapraviš s tistimi ljudmi, ki ga hočeš, pa to ne. Tako da sem šel pol v Kuvajt. Preden sem šel še v Kuvajt, sem zasledil, da da bo Hrvaška dobila HEMS. A so vas do takrat že kontaktirali? Ja, že meni se je Hrvaška probala imeti HEMS že 2016, pa so me kontaktirali, pa sem jaz rekel, veste kaj, če pri nas v Sloveniji ni 2006 ali 2007 uspel, sem rekel, tlele na Hrvaškem. Tudi ne bo. Tudi ne bo. Sem rekel, pokličite mi takrat, ko bo HEMS, pa pol leta trajal, pa pridem. Pa še to bom vzel dopust, zato, če ga najo vmes ukinili. In so ga res ukinili. Mislim, ga sploh ni šlo, pilotni projekt in so skenslali in ni zaživel. Zdaj sem pa zasledil, da so pa spet, pa da so dobili evropska sredstva in da se je Hrvati so se odločili in da je dobila ta firma Eli Friuli, italijanska, za obdobje 7 let plus 2 leti podaljšanja. Ne. Pa sem rekel, vsak hoče biti čim bližje doma, ne. Tako. Pa mogoče takrat sem bil že se pravi, zdaj bo en let, sem bil že tam 46 let star, sem rekel, mogoče pa tudi teh mojih vojaščine dosta, pa lahko malo to znanje uporabim za malo kaj, ne bolj koristnega, ali pa bolj koristnega, da pač pomagaš ljudje. In vem, da sem se oktobra, sem pol poslal papirja, sem rekel, prijavil se bom pa, če bo vočina pa v Kuvajtu. In pol so me v bistvu februarja drug let klicali, sem je že čist pozabil, ko me je klical in sem rekel, kjera firma, prijavil ste se, kdaj? Ja, prav HEMS, a ni bilo to v oktobra? Ja, je rekel, se upravičujemo, malo nam je trajalo, se je rekel, dobro. In pol so pogovori stekli, pol lih fajn je bilo, so tudi Kuvajčani malo začeli spreminjati pogodbo, pa da lih ne rabijo vsega, pa unga, pa tretjega, pa so bili še kar veseli, da sem jaz rekel, da jaz bi šel. So rekli, super, v redu, ja, hvala, adijo, evo ti karta pa vozi. In pol na Hrvaškem, ko sem zdaj prišel prejšnji let, maja sem pol začel, zdaj pa upam, da do penzije. Dejva se malo nazaj v Slovensko vojsko vrniti, tam ste Kugarja letel. Tam sem pa letel na Kugarju, ja. Kak je preskok pol na tak manjši helikopter? Nikakršen. Drugo vprašanje, kako se s svojimi 2 metri noter stlačite? Tako, kot sem se v Kugarja. Kugar je taka prav fajn mašina, res. Pol tudi v Afriki pa v Kuvajtu sem letel v bistvu nadgradnjo Kugarja 225, ko pa 725. Vidi se, da je razlika med, rečemo, tudi ameriškimi helikopterji, ki sem jih letel, ali pa temi evropskimi, se vidi, da so, rečemo, italijanski pa francoski narejeni za ljudi, ki so malo manjši. Ja. Za njihovo velikost. Ampak se da, pač daš stol čim bolj dol, pa pedala čim bolj naprej, pa stol čim bolj nazaj, pa gre.
Ameriški pa ne. V ameriških, ko sediš, imaš pa res place, ker tam Američani so tudi taki in drugačni. So narejeni za Američane. So narejeni za Američane, ja. Tako da dejansko tlele, zdaj, ko sem na 145, sploh imam čisto plac kot na Cougarju. No. Cougar je bolj v bistvu, ko sem prišel na 145, ko sem se mogel malo navaditi spet na smučke, ker prej sem skoraj 20 let letel s kolesi. Ne. Sem hotel, vem, da sem se na začetku hotel kar malo zapeljati, pa sem rekel, smučke imaš, pozab. Pa na velikost, ne. Se pravi, 145 je 10 metrov, Cougar je 18 metrov, 5 metrov visok, tale je 4 metre visok, ne. Ampak dobra, višina niti ni to, kakor je dolžina. Ne. Ampak repa, ta Cougar je res taka dobra mašina, no. Čeprav, ko sem začel na 206, na Jet Rangerju v šoli, pa sem šel pa na Cougar, ne, in ko sem Cougarja videl, sem rekel, jebem ti. A ta preskok je direkten, kako se pa v vojski odločijo, kdo gre na Bela, pa kdo na Cougarja? Čist kjer so potrebe. Takrat vem, da ko smo mi smo bili 4 generacije, smo šli vsi na Cougarje, zato ker so se jih na Cougarju 2 ali 3 upokojili. Pa poleg kapitana je še kopilot, pa tehnik. Ja, lahko sta tudi 2 tehnika, odvisen od nalog, ampak posadka sta 2 pilota, pa tehnik letalc. Kaj je naloga kapitana, kaj kopilota in kaj tehnika? Oba dva da letita, ampak tako, kapitan je vodja posadke, ne? Se pravi, on odloča, kaj, kako, zakaj, oba dva lahko letita. Takrat, ko mi rečemo pilot flying, pilot non-flying, se pravi, tudi kapitan je lahko pilot non-flying in ponovadi ima on takrat navigacijo čez, komunikacijo, pomaga pilot flyingu in kontra. Ne. Tehnik letalc ima pa nalogo predvsem, fajn, če midva, ponovadi, ko je bilo slabo vreme ali pa karkoli, je bil on dodatne oči za ven gledati, za kakšne ovire. Inštrumente ima ogledal, mislim, motorske inštrumente, ki midva so letiva, sploh če smo kakšen instrumentalno gledaš te letalske navigacijske inštrumente, on ti pač gleda motorske, ti olajša, reče, fantje, lete, smo pol to trenirali v simulatorjih, je bilo zelo dobro, ker je on gledal, ti je razbremenil te. Nepogrešljiv je bil pa pri pristajanju, izven letaliških pristankih ali pa na letališču, pač odprl vrata, pogledal, on je imel pregled tudi nazaj, če je rotor čist, če lahko, vedno smo v bistvu mi prišli na makrolokacijo, pa nas je pa on v mikrolokaciji navajal. Pejt bolj levo, pejt bolj desno, ne obračaj, ne vem, vedno ga vprašal, rep je čist. Tudi, ko si pristajal, je rekel, ok, rep čez ovire, si vedel, da lahko spuščaš. Nepogrešljiv sploh, rečemo, pri nočnem letenju, pri NVG-ju, brez njega je kar težko. S kako ekipo pa zdaj letite za HEMS na Hrvaškem? Zdaj imamo pa 2 verziji. Ne. Podnev, ko smo sami, mislim, če si podnev, letiš ti, en pilot, en tehnik, pa zdravnik, pa zdravstveni tehnik. Ponoči sva pa 2 pilota, tehnik, nas je pa 5, se pravi 2 pilota, tehnik, pa doktor, pa medicinski tehnik ali pa sestra. Tako da pol tudi tlele nama pomaga, v bistvu mi tudi pomaga, ker naprimer zdaj sploh, kaj primarni leti, se pravi, da greš direkt na kraj nesreče, jaz ga ponovadi, on sedi zraven, ti nimaš komand noter, ne, pol zvečer, ko pa pride ekipa, dajo pa še dodatne komande noter. Ampak takrat, ko je primarni let, ko gremo ven, ga jaz rečem, ti kar pa je tu vzad sedeti, ne. Zato, ker on tudi, ko pridemo, mora odpirati vrata, pa gledati, pa to nima tazga pregleda in če pa s stranskimi vrati, pa gre lahko na smučko in ima ful boljši pregled. Tle imam tudi pomoč, rečemo na repu imam kamero in si lahko dam kamero, tako da jaz tudi spot vidim, kam pristajam, pa, ampak je nepogrešljiv del. Jaz si sploh ne morem zamišljati letenje brez tehnika. No. Da se, ampak je veliko boljš, če imaš enega, ki ti malo pomaga. Če drugega, ne za družbo. Družbo, ja. Pa kakor se zmenva, ne. Jaz naprimer njemu kar da mi tudi rute daje. Sem jih naučil, kako in me tudi navigacijo, ker sem sam edini pilot, moram bolj ven gledati. Ne. Tam si vseeno razbremenjen, ko imaš pilota, pa ven gleda, pa sva 2, pa ti on dela. Ne. V bistvu niti njihova naloga ni to, ampak
jaz sem videl, da kako sam sedel tle pa v živo, našel malo pa delo. Vse mi je všeč, ko lahko prčkajo, pa malo te tapkajo, pa vse to so v redu, prav fajn se imam in so v redu fantje in tudi zanesljivi in vse to. No, super. Verjetno pa tudi ni Slovenca, ki ne bi na socialnih omrežjih zaznal video posnetkov vratolomnih pristankov na plažah hrvaških otočkov. Teh plaže bojo moj pogreb skoraj. Sam povejte mi, kaj gre pilotu takrat po glavi? Ko dobiš klic, da je ta, pa mislim ne klic, ko prideš blizu lokacije, vidiš, da bo treba neko, mislim, sam zbrati lokacijo, kje pristaneš, da ni enostavno, a mora biti tišina takrat na helikopterju? Mislim, ona dva se lahko vzad pogovarjajo, jaz jih izoliram, tako da jih lahko izoliram. Ampak, no, ok, ta moja famozna plaža, ne. Niti ni bila noben, mislim, za pol za pristati, ni bila, jaz vedno pravim, ni bil noben kunšt. Mislim, ni bila toliko mehna, koliko razgleda, no. Bolj je bil tisti problem, ko smo tam prišli, kako jih bomo, kako bom jaz medicinski tim ven dal, zato ker je bila polna plaža turistov, ne. In ker pride helikopter, namesto da se oni poberali, vsi telefone pa snemajo, ne. Kaj ti takrat po glav hod, meni, mislim, da bi bil kaj pod stresom, ali pa čisto nič, to je moja služba, prideš pa jaz v bistvu kako bom rešil problema, ne. In takrat smo pa sem rekel, so bile te dve hišce gor, rekel, noč, tam vas bomo vendali, mi se bomo umaknili, v njim tudi rečete, ne poberejo vse svoje stvari, ne se umaknejo, da ne leteli in čakamo na njih, da nas pokličajo po zvezi, mi smo pripravljeni in smo pristali. Ko pač se približuješ mestu, tako kot sem rekel, ne, takrat sva bila dva pilota, ker je bila lih noč, mislim, sem bil nočna izmena, ampak polet mi delamo 12-uren delavnik, se pravi od 7 do 7 in to je bil klic, je bil ob 7:30, ampak to je bilo julija, ki je noč šele ob 9 ali pol 10, ne, tako da je bil še čisti dan. In tehnik dela svoje, ta moj kopilot je pilotiral, zato ker je imel boljšo vizualno referenco, ker sem jaz bil na drugi strani in je on zaradi varnosti je vedno boljš unkama reference, da on leti, no. Vsi bi tudi jaz načeloma lahko, ampak bi mi bilo težje, pa čez njega gledata, čez njega, pa tle sem imel morje, pa dobiš lahko na morju kakšno iluzijo, ampak ta helikopter ima tudi take sisteme, da zelo težko prije do tega, ima te avtopilote, pa ene sisteme za lebdenje, tako da v bistvu ti lahko roko daš stran in on sam lebdi, ga čist po 1 meter premikaš. In smo šli lepo dol. Jaz sem gledal svojo stran, kopilot je gledal svojo stran, tehnik je gledal svojo stran, ne. Pristali in ugasnili. Malo smo gledali, kako je s peskom, da se nam ne bi pogrezil, da se helikopter kaj ne bi prekucnil ali pa nagibal, pa kaj je to. In je bilo to prostora, glede na sliko se včasih mogoče z kakšnega kota zdi, da je malo, ampak z pilotskega vidika, sem že rekel, ni bilo nič kaj tako posebenega, ne. V Nemčiji, pa v tujini so, mislim, vidiš ta moj tip helikopterja ali pa 105 pristajajo na dvorišču, vzad za hišo, ne. Ali pa med hišami, še manj prostora, kot je bilo tlele. Ampak to tam ni že nič posebenega, ker je pač to že skoraj vsak dan, ker imajo že toliko let ta sistem. Na Hrvaškem je pa to nekaj novega. Sej po moje pri nas, če bo kdaj, bo tudi nekaj novega, pa bojo tudi... No sej, bomo kar tu zdaj ostala. Kje? Glede na to, da je aktualna tematika trenutno, a bomo kdaj mi imeli tako urejeno helikoptersko nujno medicinsko pomoč? Če bi ti to znal povedati, ali pa če bi znal to povedati, pa bi tudi loto zadev. No, deva tako reči, če bi zdaj imeli čarobno paličico, pa da ni ovir, ni finančnih ovir, ni osebnih ovir, bom rekla, kako bi pri nas uredili helikoptersko nujno medicinsko pomoč? Zdajle, tako bom rekel, ne, ta kolobocija okoli vsega tega, pa to ne. Vsi so se vrgali tudi na te helikopterje, pa na policijo, ko bo to delala, ne. Zdaj tudi, če bi mi se odločali, da rečemo Slovenija, zdaj bomo pa mi delali HEMS, tako kot Avstrija ali pa karkoli, bi mi, po mojem mišljenju, rabili 10 let. Ker to je dolg proces, ne. Saj ni HEMS samo baza pa helikopterji.
Če se ti odločiš, da boš nekaj zgradil, bazo zgradiš v enem letu, dveh. Helikopter, greš v štacuno, naročiš in ga čakaš. Ne? Zdaj je povpraševanje toliko veliko, da ga čakaš 2 leti. Ne? Se pravi, 2 leti imaš ti časa, da zgradiš bazo, da dobiš helikopter, pa da dobiš te prav kader. Ne? Kader je problem. Jaz tlele rečem, vsi so se na te helikopterje zapičali. Kdo bo pa letel? To. Tehniki, piloti, medicinsko osebje. Zadnjič sem slišal ta pogovor na 24 ur, ki je minister rekel, ki ga je vprašala, pa imamo mi dosti pilotov. Je rekel, če ne jih bomo pa zaposlili. Ja, super. Greš na zavod za zaposlovanje, tam vsi čakajo piloti in čakajo, da jih boš zaposlil. Ne. To je dolgotrajen proces. Ne. Zato jaz pravim, tudi Hrvaška, ker rečejo na Hrvaškem, ja, pa so Italijani, pa privat, pa zdaj se tlele pri nas v Sloveniji govori, da so hoteli, da bi se to sprivatizirali. Ni se treba sprivatizirati. Ne. Sej dejansko policija ne dela. Ne. Jaz osebno mislim, da je še bolj šmet, če bi se jaz zaposlil, ne vem, ali pa če sem zaposlen na Hrvaškem, meni bi bilo bolj, da bi imela Hrvaška naredila svojo firmo, pa rekla, Hems pa vzela še od ozunji pilote, pa bi bil bolj miren, ko bi bila državna firma, ker privat vedno lahko crkne, z danes na jutr. To so mi izkušnje iz tujine. Ne. Rečemo zdaj moji kolegi, ki sem šel iz Afrike, so brez službe, ker je Trump prišel v kino financiranje za 70% in so brez službe. In jaz bi še raje videl, da je državna firma. Miren sem, vem, da bo, in da bo delal. Sam, tle pri nas se preveč govori o teh helikopterjih, ne govori se po teh pilotih. Saj po moje je tudi eden izmed razlogov, zakaj so ta helikopter, saj jaz predvidevam to, ker ni dosti pilotov. Ne. In tako, kot so rekli, ko sem bral, ko je prišlo ven tisti pogovor, ja, dejte ne 145, ko pol bo en pilot 3 mesece v doma. Ja, se pravi, pa nimate dosti pilotov. Ne. Zakaj bi bil 3 mesece v doma? Ja, ker mora hoditi na simulator za en tip, pa na simulator za drug tip. Ne. Ker nimajo dosti pilotov, da bi pokrivali vse. Ne. In jaz policijo po eni strani čisto razumem, ne, da hoče imeti en tip helikopterja, zato, ker nimajo dosti pilotov in njim treba planirati, čak zdaj tam, zdaj mora tam, na unga, tale je zbolel, gre na simulator. Kdo bo leto, ne? Sam, zakaj je pa zdaj pri nas helikoptersko nujno medicinsko pomoč prevzela policija, če je to prej, oziroma še vedno dela vojska? Ja, ker so se tako odločali, to treba enega drugega vprašati, ne vem. Si pravim, tudi s policijo ni nič narobe. Sam ne bo taka storitev, kakor bi lahko bila. Lahko bi naši rekli, ok, zdaj bo to policija delala, ampak dajmo dolgoročno se pa zrihtati, Hems, kako ga je treba. Ne? Ok, baze bomo naredili tam pa tam, rabimo toliko pa toliko helikopterjev in zato rabimo toliko pa toliko pilotov. In grem staviti, da problem ne bo pri naročilu helikopterjev pa pri gradnji baz, ampak bo problem, kje bomo pilote najdali. Ne? Ker kaj je problem, nam za policijo govoril, ker ne vem, ampak pri nas v vojski je problem, ker ni karierne poti. Tudi en razlog, zakaj sem šel ven, ker sem jih vprašal, kaj vi mislite z mano delati? Dajte mi eno mojo prihodnost. Jaz se zdaj ne vidim, kaj. In je tišina, ne? In to je pri nas problem, ker ni karierne poti. Če pa mi imeli karierno pot, ne, pa bi rekli, ok, ne vem, vsak let moramo dobiti, rečemo, 5 pilotov, zato da imamo vojska zaposlena, da ima zapolnjena svoje mesta, da vojska ne trpi, ne? In v mojih letih, se pravi 40 plus, se pač določi. Rabimo 3 pilote za poveljniško smer, poveljniški kader, rečemo 2 pilota za inštruktorsko smer, 5 jih bomo dali pa v Hems. In mladi napredujejo, Hems dobiva nove izkušene pilote, vojska ne trpi. Pri nas pa tega ni, ne. Ti ne moreš dobiti, tako kot so rekli, ja, jih bomo pa zaposlili. Ne moreš, ne moreš, lahko jih, ne. Sam standard, rečemo, Hems, poveljnik, vodje zrakoplova, se pravi kapitana, ne, je v Evropi 2500 do 3000 ur plus. Za kopilota je pa od 1000 do 1500 ur plus, da si lahko pilot. Se pravi, zdaj, če ti naletiš 150 ur na leto, kar je relativno dost, lahko tudi več, ne, ampak rabiš 10 let za kopilota. Se pravi,
v 10 letih bo naletel 1500 ur, zato da bo pol lahko šel, se pravi v 20 letih, da dobiš kapitana, ne? Če gledaš te standarde. Ne? Lahko ti flikaš s tem, da daš izkušenega pa neizkušenega, sam rečemo, zdaj se je tlele pri nas na Hrvaškem se je včasih malo pokazalo, ne? Dobiš malo neizkušenega in pol greš predvsem po zimke slabše vreme, ne? Nisi razbremenjen, ker moš njega paziti, njega učiti, ne? Njega skrbeče. Če imaš pa enega izkušenega, ti dela svoj del, on dela svoj del in je to. Na srečo se je zdaj to pri nas porihta, ne? So fantje ratli hitri izkušeni, se hitro najde. Ja. Niso bili izkušeni v Hemsu, ne? Imeli so dosti ur, ampak niso delali Hems. Ne? In zdaj so en let, da so delali Hems, zdaj je lepo v redu. Ne? In to je pri nas problem, se mi zdi, ker tudi, ko sem gledal tam razpis, kdo je bil v komisiji, pa sem gledal te pilote v policiji, ne, pa je en imel 5000 ur, en imel 3000, super, to je fajn, sem to ti povedal dve stvari. Zdaj, pa jaz tega s 5000 urami poznam, ker so bila od faksa naprej, sem da je on šel v policijo, jaz pa vojsko. Ali je sam sebe pisal, pa da so drugi sedeli pa tipkali, pa je on letel, kar vem, da ni tak človek, ali je pa to, kar sem rekel, ni dosti pilotov in pol morajo petke in svetke leteti. In imajo zato to kur. Se zgodijo tudi taksi službe, ne, nam pozabil Porazen, meni se je bil Porazen, ali pa ne vem, tle nego gor nad Kranjsko goro, no, Hrvat. Kliče, da se je pač zaustavil, da ne more ne naprej, ne nazaj. En dan prej so pa moji drugi kolegi na drugi strani iste gore drugega Hrvata reševali. In ko je bilo, ta kolega od včeraj je temu kolegu od danes rekel, lej, sej, če ne bo šlo, ali pa če to ti poklič, Slovenci pošljajo helikopter. Ne? In tip je imel avion z Brnika v Zagreb in je on, ko je hodil gor, je videl, da ne bo pravočasno nazaj dol prišel in on je kao poklical, da je zaglavil in da je pošljajo helikopter, ne? In mi smo ga prišli iskat. In on je rekel, če bi ga lahko tam prijasni dol na parkirišču pustili kam avto, da bo šel na letališče. Mi smo ga pelali dol, ampak smo ga pelali v Kranjsko goro na policijsko postajo. To so ene take štosi. So pa tudi kakšne take, ki si pa res vesel, da si prišel, pa da si pomagal, pa veš, da si ga rešil. No. En gospod je pa lih tam na uniji poti na gor na Komno, je pa tudi padel, pa oranku sekal v glavo, seveda se je zvrnil na najbolj neprimernem mestu pod žicami od tiste žičance pa daljnovoda, ker smo pa to spet mogli tam nekako kombinirati, kako ga bomo čez tune žice ven potegnili, pa smo. In je preživel, no, so rekli, da če bi pol ure kasneje, da bi, ja, ker je imel tako utekle možgane, da so mu pol neki vrtali pa pritisk pušali, ne vem, to medicinsko. Tako da imaš fajn, ne, tudi tle na Hrvaškem je že bilo ene par takih, ki so rekli, da je fajn, da ne bi preživel, ne. Ampak načeloma pa jaz tudi, tako kot sem že rekel, enkrat se mi je zgodilo v vojski, da sem se poistovetil, ker enega otroka 8-letnega ga je kamion povozil. In je moj sin bil lih takrat 8 let. In je meni to, če hočeš, nočeš, kar rečeš, ko če bi bilo to se mojemu zgodilo, ko bi bilo. In sem takrat ene dve manjše napake naredil in sem rekel, gotovo. In od takrat naprej, jaz imam v zadnji žakelj krompirja, ki ga moram zelo paziti. Da se distancira. Na ga zelo pazim, na ta žakelj krompirja, da ga čim lepš pripeljem in to je to. Pol včasih vprašam, kaj pa je bilo, ali pa načeloma pa me čisto vseeno. Moj del je, da jih pripeljem, odpeljem in to je to. Tako da. No, Tomaž, dajva še za zaključek, glede na to, da smo prej omenila, da manjka pilotov v Sloveniji. Kaj bi pa sporočili mladim, ki se trenutno odločajo za to poklicno pot? Da je lep poklic, ampak da zahteva zelo veliko žrtvovanja, učenja, potrpežljivosti, da včasih se ti bo zdelo, da naš do tja prišel, pa moraš iti malo po daljši ovinkasti poti, ampak malo dalj časa traja, ampak še vedno lahko prideš. Da ne živijo v oblakih glede tega poklica.
Da je zelo lep poklic, ampak se moraš pa res zelo potruditi. Da je vreden truda, pa najbolj pomemben je pa, da morajo iti zaradi sebe, ne zaradi raznih top gunov ali pa denarja ali pa očetov, pilotov pred njimi. To je najslabše. Moraš iti zaradi sebe, pa želeti si moraš. Ne ono, mogoče pa hočem. Ne, prav želeti si moraš, ker boš mogel res take stvari dati skozi, ko bojo res velike energije, truda pa vsega potrpežljivosti pa zahtevale, da boš prišel do cilja. Ampak pa priješ tja, je pa vreden. Pol pa gre. Pa še ena, to je pa druga stvar, ki je pa zelo pomembna, ker vedno ni letenje vse v življenju. Moraš vedno imeti še rezervo. Jutri lahko zboliš, zdravniškega ne moreš več leteti in zelo velikih pol ne ve, kva če sabo delati, ker dejansko sem že videl in tudi sam pri sebi, tudi letenje je res nekaj, ena taka stvar, ki skoraj ne znaš opisati, če ne probaš, kaj to od človeka zahteva, pa kakšna je to želja. In pol, če ti to željo umaknejo, kako je to lahko veliko razočaranja ali pa ne veš, kaj bi več delal, ker si sam to želiš. Tako da mladim vedno imeti backup. Tudi jaz imam že zdaj vem, kaj bom v penziji delal. Kaj pa? Astronomija pa vrtek. Pa vrtek pa astronomija. Tu te vedno. To je to. Tomaž, hvala za ta iskren pogovor, za pogled v zakulisje v bistvu pilota helikopterja in helikopterske nujne medicinske pomoči in Slovenske vojske. Hvala te tebi.